na začetku še primerjava med klasičnim in med klasično www stranjo in Facebookom. Tukaj imate Facebook stran Radia Hit, vrni se. Tukaj imate klasično www stran Radia Hit. Leva nam je znana. Vemo, kje kaj najdete, vemo, kako lajkamo, vemo, kako komentiramo. Ne gre pa, še enkrat ponavljam, mislim, sem že povedal, ne gre za konkurenco, ampak gre za sinergijo. Recimo, za primerjavo, klasična www stran je kot neka vaša vizitka. Običajno se začne kot vaša vizitka, potem dodajate razne aplikacije, ali date štacuno, ali predstavitev vaše ekipe, ali karkoli. Facebook pa je takšen, kot je. Na prvi pogled mogoče dolgočasen, enostaven in pregledan. Ko pridete na spletno stran, klasično www stran, ki je ne poznate podjetja, vas zanima samo, dokdaj je štacuna odprta ali pa telefonska številka. Vas ne zanima zadnja ponudba, vas ne zanima, ne vem, da je imel sodelavec rojstni dan, pa so dali slike gor. Vas zanima samo, dokdaj je odprta trgovina. To je edina informacija, ki vas zanima. In ko pridete na spletno stran, klasično www spletno stran, ne veste, kam se obrniti, kje imajo kontakt. Po možnosti imajo potem kontakt še pošli formular, sploh ni mail ali karkoli. In postaneš živčen, ker ti si prišel samo po to informacijo. Ko prideš na spletno stran, ko prideš na Facebook stran, pa malokrat pride kdo na Facebook stran, bom razložil, čem je catch. Točno veste, kje najdete slikce, kako lahko komentirate. Vse je pregledno, zato ker je zelo podobno vaši osebni strani oziroma zasebnemu profilu. Razlika je med www-jem in FB-jem v tem, da običajno morate za www najeti dizajnerja, programerja, ne vem, recimo, da je ena solidna spletna stran na Facebooku, ki ni ravno vizitka, 3 do 5 tisoč evrov. Rekel sem recimo iz glave, verjetno malce več cenejšo ali pa dražjo se vseeno. Facebook, ne rabimo strežnikov zakupovati, ne rabimo linije, ne rabimo načeloma oblikovalca, če gre za enostavno spletno stran. V bistvu je v 5 minutah vaša spletna predstavitev podjetja predstavljena. Simple. Zna vsak, ki zna pedenati svoj zasebni profil. In ne stane nič, razen vašega časa. Kakor sem rekel, vse gre za isto šablono, da se pa dotakne momenta, mogoče ste prej opazili, na Facebook spletno stran se redko kdo vrača. Zakaj? Zato, ker stran obišče njih. Ko mi objavimo svoj post, uporabnik ne gre pogledati spletno stran, Facebook stran, kjer je Radio Hit objavil, da ima čez pol ure intervju z, ne vem, Urško Čepin iz Big Brotherja. Ampak ta post, ta objava, ta informacija pride na njihov zid. In oni naredijo vse na zidu. Na svojem zidu. V bistvu to ni zid, ampak je newsfeed. Ampak bo bolj poenostavljeno, če rečem kar zid. In oni sploh ne vejo, ker so zgrešili prejšnjo objavo, da smo v prejšnji objavi pa pozvali naj posredujejo kakšno vprašanja za Urško Čepin ali pa karkoli. Oni naredijo vse pri sebi. Na spletno stran, na Facebook spletno stran se malo kdo vrača.